slabo vest imam. Opazil sem, sedim v opazovalnici z Anžetom in imam slabo vest imam. Po dolgem času sem spet si ogledala, kot naročeno, epizodo The Empath, ki jo danes pokrivava. In imam slabo vest, ki smo jo zanj propagirala kot zelo slabo epizodo. Ampak, da si za trenutek oblažim te srčne bolečine, Anže, dej prevzem, pa povej hiter tehnikalije, jem pa ta čas mali oko. Okay. Podcast Obvezovalnica je del mreže Apparatus. Najdete vse podcaste mreže na apparatus.si. Smo tudi na Twitterju, Apparatus, počrtaj si v iTunesih, da ste lahko ocene, ki jih pridno dajete, tako da ful hvala, to dejansko pomaga, tako da res Ivar hvala. Sicer lahko mrežo tudi podprete, to pa naredite tako, da greste na apparatus.si/podpri /šalca. Neki šalce je, pa vsake podpre mreža res ful pomaga, tako da klej sem jaz izredno hvaležen. Drugač pa zamislim, da se bomo pogovarjali o Empath in Jure, zakaj jokaš? Jokam, zanj sva rekla, bomo naredila potem po najnem epohalnem in, kako bi rekel, po najni epohalni sagi o podcastih, seriji podcastov, Star Trek filmih, sva rekla, zdaj pa deva pokriče najboljši pa najslabši del. In za najboljši del smo zbrali City on the Edge of Forever. Res je. Tle smo naredila zelo dober. Pol sva pa rekla, zdaj deva pa tisto nasprotje, ne, tako se reče diametralno nasprotje, ne, sva pa rekla The Empath. In zdaj sem po dolgem času, se pravi, ziher 10 let minilo, odkar sem zadnje gledal The Empath. Se mi zdi, jaz sem malo krivico naredila v tej epizodi. A se ti ne strinjaš z mano? Ne, se ne. Shit, pa dobra epizoda. Ja. To se pa veselim. Lahko sam eno stvar moram naprej. Vse to se že parkrat pogovarjam, ampak se mi zdi, da mora to res nekako meniti. Ne. Pač tretja sezona Tosa je weird. Glede na prejšnji dve. To sem jaz tudi gledal, ker v enem dokumentarcu DC Fontana reče, da v bistvu je rad tako Monster of the Week šel, kar v bistvu v prvih 2 sezonah ni bil, vedno, v tretji pa kar je. In kar se tega tiče, v kontekstu tretje sezone se bom strinjal s tabo, da so epizode, ki mogoče pridejo blizu Empathu zame, ampak tok weird, ki je pa Empath, pa ni ambena. No, to si skoraj upam reči. Točno vem, kje boš omenil, Jaz mislim, če bi zanč malo bolj pomislil, bi vsaj, veš kaj bi rekel? Rekel bi, pa deva vsaj vršt kovanec in bi ti dal kontro in bi rekel, deva narediti and the children shall lead. Ker meni je pa tisti pa meni epohalna, in the children shall lead je bila mimogrede prva epizoda, ki sem jaz gledal Star Treka. Ja, valjda. Kot otrok, ja. To pa dobro, da si preživel. No, dej, na hitro povej, kaj se tam zgodi, pa gre pa na Empath. Tok ti dam, da poveš. Ne, pust vam. V glavnem gre se o otrocih in o 30 minutah Shatnerjevega overactinga. Ja, v bistvu, ja. To je pa tudi to. Ampak dejva se skoncentrirati na Empath, ker ne bom rekel, da mi je epizoda všeč, ne bom rekel, to je pa The epizoda, naredila sva krivico, ker se je označila za slabo, nikakor, epizoda je slaba, ampak malo sva bila pa krivična v tem, koliko slabe so lahko še epizode, da ne omenjam kakšne Omega Glory pa Spock's Brain, meni so to večje bizarke mimo grede. To se po svoje strinjam, ampak veš, po drugi strani pa kaj pa vem, si skoraj upam reči, da vse te, ki si jih zdaj naštel, so bolj Star Trekovske kot ta. Ja, mogoč. Ker ta epizoda se začne tako, pazite tole, pan, kar legitimno.
Ja, to je pa res. Je res? Zdaj sem isto pomislil. Ja. Zdaj, ko sem jo gledal, tako rečeš, wow, to je pa tako away mission, Spock, Kirk pa McCoy so na nekem planetu, že spet valjda v Dezilu studio, pač skale, ki jih gledamo v vsaki epizodi. Pa oranžna svetloba v zadnjem. Tako. Ampak, povej, sorry. Ne, pač dosti legitimen problem je, ker je recimo vsak ogromen away mission, recimo Paradise Syndrome ima podoben problem. Oziroma ne, problem. Gre se za podoben zaplet. Tam je treba tudi nekoga rešiti, ker tam je, mislim, da en meteorit prihaja proti planetu. Tle pa problem Sonce. Sonce, ki bo supernova, bo šla zvezda in bo vse te planete v tem osončju uničila. Tako, to je čist ok in potem je ta pravi Kirk, da vsi poskusi so failali, poskusi kontaktiranja te tam so naredili neko observatorijo, neko opazovalnico. Na tem planetu so postavili neko opazovalnico, da bi, zakaj? Zato, da bi opazovali to Sonce. Ja, kako bo pač se uničilo. Tako, ampak odziva ni. Iz te opazovalnice že kar nekaj časa. Kar dolgo, 3 mesece, mislim, da reče, ko gledajo posnetek. Ok, to je ena bizarka, ki sem jaz zdaj opazil. Ki pridejo dol in reče, to pa že 3 mesece ni, zaprašenje pa tako, da bi prišel v grobnico od Tutankamona. Točno to. Jaz sem isto. Tako prvo priješ, klej pa že res dolg ni bilo nič, pa reče Spock, ki gledajo pač kaseto, kaj se je dogajalo, tako, remember, what we see on this tape is that happened 3 months ago. Mislim, jaz 2 let ne pucam fleta, pa imam manj praktik, ki je bilo tam. Ja, to je res. In to je še kar ok. In meni je zelo všeč, ker na tistem monitorju oni pogledajo in vidijo posnetke tistih 2. Random modelov, gremo reči random modelov. 2 random modelov, ki raziskujeta in tam se zaplete nekaj. Meni je tisto všeč. Meni je tisto, da rečem, tle pa dober zaplet. Mislim, zdaj pa res zanima, kaj je pa tle problem, da sta ona zdaj zginila, da je nek high-pitched whine, ki je odstranil nekam in pa se ta whine začne nadaljevati noter, oziroma v realnosti pri Kirku pa Spocku in jih odnese isto, Ja, mislim, ful je točno tako, kot si rekel, ful dober zaplet, ki mi ga potem v sekundi pokvari to, da njih v bistvu oni zginejo na isti način, kot na 2 na kaseti. Malo je tako, tako čez 2 sekunde, to je malo weird, Ampak se strinjam, tako, nekaj se dogaja. Kar se intrige tiče, to ti dam ful prav, je začetek, mislim, zelo, zelo obetaven v bistvu. To je meni dobro. Dobro, pa so opening credits, pol pridejo pa se pa zbudijo in so not v tej sceni za polnočni klub, brez misli. Ja, mislim, lahko sam še eno stvar reči. Zdaj se spomnim, ko smo se pogovarjali o 6, ko smo rekli, veš, kaj so šparali, kaj so naredili. Ko so naredili črno sobo, kjer so 3 mize noter. Yes. Hello, we are back. Pa se nismo rekli, mi sva celo vedela, kje je bilo tisto posnet, ti se je bilo posnet v eni cerkvi. Ja. Kar sklepam, da je bil pa samo en Dezilu studio. To je bil pa en soundstage v temi. Ja, točno to. In imamo že spet temo in pa futuristično pohištvo. In futuristično pohištvo, in oni se dol zbudijo. Meni je do tukaj še kul. Edino, kar zdaj opažam, kar nisem kot otrok, pa jaz sem tukaj še enkrat, spet bom ponovil eno stvar, ker smo imeli, to dilemo smo imeli, ker smo snemali prvo epizodo, oziroma Star Trek The Motion Pictures, sva rekla, kako bo zdaj gledala te epizode. Jaz sem pogovarjala s stališča, ker smo bila mlajša, ker ne razveselili. Pa če smo ujeli zadnjih 5 minut Spock's Brain, ali pa če smo ujeli sredino City and the Edge of Forever. Ok, tukaj se oni sprehajajo po tej črni sobi, ampak grejo tako lepo v vrsti, kada je ulica, kada je označeno, ampak v bistvu je pa sem črn screen, nič drugega. Ja. To me je zdaj zmotil, ni me pa zmotil, ko sem bil mlajši, ko sem to gledal. A res, mene pa to v bistvu skoraj ne moreš, kaj fora. Meni je tako, da v bistvu ta črnina pa ta laboratorij, nekaj se dogaja varianta, Yes. Je v bistvu dosti po svoje huda fora, A veš, da so oni v nekem vojdu, pa to mene na moč spet toka, Ampak
jaz ne vem, nekako vidim ta desperation, ki so hoteli šparati. Veš, kaj hočem reči, to mene bolj zmoti. Jaz v bistvu nekako, to pa v bistvu mogoče funkcionira, ne? Ampak tako ne, to je v bistvu samo zato, ker niste imeli zadelati, zakaj ne? Zato, ker je kle noter v tej epizodi pa res ene par in zato jaz najbolj zameram, ne? A veš, ker ni v bistvu Shatnerjega overactinga tok spet, ne? Ne, ni ga, ampak veš, kaj je kle noter, ker je pa, no, dej, prideva do Jam, pa se bo pol naprej pogovarjal. No, dej, povej, kaj se pa zgodi, oni hodijo. Se tako, lih to sem hotel zdaj naperati, sem hotel reči, da potem pa najdejo tole žensko, ki je pač epitome 60s Roddenberryjeve neke ženske iz prihodnosti, iz nekega planeta. S frizuro poprečne dame danes, ki zbira šparove nalepke, a ni. Ja, glik sem hotel reči, spet je ta seksistična fora, ki dajo v soft focus, pa to je si tako vsakič obolim, ne. Ampak kje so tam, jaz ne vem, kaj so casting call naredili, ena, ki bo ful znala brez da govori, ne, ker je nema, ne, bo znala ful vse z obrazom povedati. A lahko nekaj rečem, mogoče je to kontroverzno, mogoče ne. Ta ženska ne zna nič z obrazom povedati. Ne, grozna je. Res je to tako slabo. To je pa res, ni ne seksi, ni ne... Nič od nič. Ona je pač tam. Ker mlado Joan Collins, ne? Ja. Si bila luštna punca. Res je. Pa zdaj sem jo videl pred kratkim na kraljičinem 90. rojstnem dnevu. Ni preživela, ne? Se sem ti snap poslal, sem bil zgrožen. Ja, sem dobil po Snapchatu fotko old school. Ja, kaj bo z nami, če je preživela, to ni okej. Ja, in oni najdejo tole Jam in oni, pač mogoče me zdaj izmot to, oziroma mi je malo čudno, ker tako sprejmejo, sploh Bones, pa Spock sprejmete tako, pač normalno je, nekam smo padli, tukaj je ženska, bodimo pazljivi, omeni še neko raso drugo, ne, ker Bones reče, se zgleda čist harmless, ne, preč on, neka bitja z nekega druga planeta so tudi harmless, preden te napadejo, tako bedasto izpade. Ja, zelo, ja. Mislim, cel ta, kako zamešajo plot je zelo bizaren, ne. Ja. Glavno, mislim, tako, mene fulno je malo tako, zdaj pa jo najdejo, kva je, v 2 sekundah zvejo, da je ona empath. Ne. No, ne takoj, pa se še vmes pojavijo alieni, ki pa so mal throwback na The Cage, ne? Absolutno, to je pa enkrat ena, to je pa po moje, cela epizoda bi rada mal smrdela po The Cage. Ja. Oziroma tako, če bi bila to glasbena komada, The Cage pa The Empath, bi rekel, da je Empath plagiat The Cage. Plagiat The Cage, ja. Mislim, to komot lahko rečem. Ja, to moram sam spomniti. The Cage je pač pilot Star Trek The Original Series, vsega že parkrat omenila, sem tako, če kdo ne ve, kjer v bistvu se pojavijo alieni, ki imajo mal večje glave, ampak v isto srebrne te, ko so kejpe, so oblečeni kakle, ne. Ja. No in kaj pol te alieni naredijo? Ja, te alieni pol... Krka ostrelijo z nečem. Ja, vzamejo jim fejzere, ne, in pa jih zajezijo v nek force field. Ja, ti se to glupo, men. Mislim, to je najslabši efekt, res ne vem, kva so to mislili, res. Pa veš, da v to so veliko pač slabih efektov, ne. Ja. Res jih je veliko, ne. Ampak je pač, kon 60, kaj pričakuješ, ta je pa ekstra bedno. Ker se vidi, da se oni noter lahko kakor čejo premikajo, ne. Univacijo se govorijo, Vojko se boste premikali, bolj zajebam bo force field, ne. Ja, ampak to še le na konc vejo. Ne, pa se je dosti, da ni tako, mislim. Ne, prost, imaš prav. Na sredini nekje zvejo, no, ampak se je, okej, nima veze. Ja, ne, a veš, kaj je problem? Problem je v tem, da ko jih prvič zajezijo s tem force fieldom, jim tale dva aliena, spravo tele, kako sta Viens, tako. Ko so noter, jim povejo, bolj se boste premikali, oziroma bolj se boste upirali, težje se boste premikali. Pol pa na koncu, ko sta pa Spock pa Kirk, noter v tem moram, pa Spock to še enkrat reče, kada prvič slišimo. Ja. In pol morata ven prideti, ker se pač zajezi svojo kontrolo. Ja, ker ne, ti se že spet en tak 0-0-0, distract 0. Ja, zelo podoben. No in pol kaj, nekaj naredita, ne.
nekaj naredita njej, ona dva. Ja, oni v bistvu gresta kaj neki excellent neki reče, kao, kada zdaj to ti mora dati vedeti, da ona dva v bistvu furata nek eksperiment na tej ženski. Ne? Ja, to je pa edin, kar me pa moti v tej. Evo, zato pa pravim, da je to slaba epizoda. Ok, zakaj? Do samega konca, kjer je showdown, ampak še pridemo. Ja. Do showdowna mi ne vemo, v bistvu, zakaj se to gre. Problem je pa v tem, da Kirk, pa Spock, pa McCoy, pa vsi igrajo zraven, oziroma delajo tako, kako bi rekel, play along in izpolnjujejo to, kar oni hočejo. Ja, ok, ampak vse neki cajta ne vede, ampak vem, kaj misliš. Ja, tako, v bistvu, oni so tako po nesreči zraven. No. Ja, to foro, tako vem, ja, okay, to te štekam. Ja. Prav noben se ne vpraša, oziroma ni tistega dramatičnega preobrata v prvih 40 minut. Ja. Ti niti ne veš, kaj oni hočejo. Veš, da je nek eksperiment in on je tudi Kirk je naprej izpostavljen v tem, kar mora zbrati, kdo bo šel naslednji na tisti test, ne? Pa mu povejo, da je 86%, da bo Bones umrl, Spock pa, da bo pohabljen do konca life, ne, mentalno. Ja. Stari se ti misliš, že tako ima taka ušesa, pa čudno frizuro, da je bil še verfuhnen do konca life, pa to bilo grozno. Ja, to bilo krbe. Ja, no in kaj pol? Oni pobegnejo, ne? Ven. Ja, oni dejansko idejo, ne, ker so pač oni trije, ne. Ja. In pol, ne, in pridejo ven. Njo vzamejo zraven, omesijo McCoy poimenuje Jam. To je pa ful dobro, tako writersko speljan. Ne? Sorry, pozabila sva, najprej najdejo laboratorij z dvema tubama, kjer sta ogala. Ti si tudi, jaz sem se kar zagladal. Sorry, bom pol komentiral. Povej, ja, najdejo laboratorij in tista dva, ki smo jih videli v uvodnem videu, v enih zelo čudnih pozah v teh tubah PVC, noter... ko bi rekel, ja, mrtva sta ta dva človeka, ne. Ampak najboljše pa, kako gledata ona dva. In jaz, ta screenshot bomo naredili in ti boš dal ta screenshot v sliko tega podcasta. A sam ta dancing mova, v katere sta te dva zmrznena? V Dancing Queen, Dancing Move. ga moraš dati not. Ok, bom naredil. Ker to je pa... Ja, in pa tako vidiš, ta ime, unime sta ona dva notne in propiše tako subject, whatever mu ime, in pol najdejo 3 prazne tube, ne. Tako. In je tako najdaljša scena ever in pokaže prazno tubo in gor piše subject McCoy in McCoya pokaže, ki je zgrožen. In pa vidiš tubo subject Kirk in Kirka, ki je zgrožen. Tako pa še zoom in. Še zoom in, ja. In pa vidiš subject Spock in vidiš Spocka, kako je zgrožen. Ja, to je tako malno. Ok, to je slabo, to je bad. Ja, to je dost bad, ja. Ampak ok, pol oni dejansko pobegnejo. Ja, in vmes pride spet ta dol in reče, spet za naš eksperiment. Klinac, no, to je malo čudno. Škaj mislim, da je ful problem. Sorry, te prekinjam. Mislim, da je ful problem, ker če bi bilo to dobro speljan, bi ti vsakič, ko se te modeli pojavijo, malo več zvedel, zakaj se gre. Ja, glih v tem je stvar. In oni najebejo, pa mu Kirk pove, ej, sonce bo nova, umrli boste. Niti približno ti ne da vedeti, da so te ljudje nad tem. Ampak so neke bedaka, ki nek eksperiment izvajata. In pa se oni sprehodijo čisto lepo ven naprej. To je res bedasto. Ja, ti se res noman, ja. Oni se tako se sprehajajo kraljice tam po Kensington vrtovih. On jo za roko prime, kada grejo na sprehod in pol najdejo dejansko ven in to, kar pa pol sledi, to je pa res, tiste pa slabo. Govoriš o slow motionu? Govorim o celi sceni zunaj. Ja, to je pa mogoče najslabša stvar, ki je bila od zunaj posneta v Star Treku. To so. Jaz to uvrščam tako po bedast, kako bi rekel, po idiotskih scenah v Star Treku. To, potem je pa scena iz And the Children Shall Lead, ko je v dvigalu. I've lost control of the ship, Spock. I'm alone. Ko gre z njim, ko kamera sledi tem overactanju. In to je res slabo, ja.
Ja, klemaš na eni točki Krka, kar res v slow motionu laufa, cel cajt ventilatorji vanga pihajo kao veter. Ja. In ona dva ga na koncu stavta in pa tleh pade in jih transportirajo nazaj v laboratorij. Ja. Tako, res jaz mislim, da tako, če bi mi dva Jocota poklicala, pa on pride z iPhonom, s čemarkoli, poznajemo to v 2 minutah. Ja. Sam še ventilator damo. Pa še nekaj tukaj, pa viš, to pa jaz nisem bil nikoli pozoren na to, ko sem mlajši, pa sem to gledal. Ko je on v slow motionu, ga ona dva ta revija ga opazujeta in v tem, ko on pada, je čez tekst, ki ga je nedvomno napisal Roddenberry. They love so, their will to survive is great. In Shatner je overacting. Opisuje pač ta človeški karakter, ki ga... Ja, in je vse na to narejen, da človeški karakter je najjača stvar ever, ne? Tako. To Roddenberryjo vizijo o tem človeškem stance do life, veš, this human stance. Ja. To je, ampak Kirk je pa res tako zgleda, kot da so rekli, Shatner, ti padi dol, tako, kada je zžen ali neki, pa te bomo mi dali pol slow motion, pa najprej probi, bomo pol videli, če to funkcionira, pa so to posneli, pa so rekli, Shatner, super, ure 8, pejmo domov. Pejmo domov, ja. Dajmo uporabiti ta take. Ja, dajmo ta take uporabiti. Slabo, zelo slabo, to se postrinjam. Ja, kleti tako kar malo ti zameru vse skupaj. Ja, in tukaj ti je zelo jasno, da bo pri tem ostal, da bo tukaj še nekdo zdaj live, bo ogrožen od nekoga in pa bo act 3, pa act 4 in da se ne bo nič zgodil. Edino, kar mi še zanimivo, kar sem opazil, kako imenujejo, ko vidijo Scottija tam, pri tisti opazovalnici, trademark. Ki ga opazijo, ki rečejo, it was a mirage. To mi je pa zanimiv naziv za tiste, ki pač zginejo. Ja, toliko je enih stvari narobe tam. No. Mislim, jaz ne vem, mene bolj, škaj mi je najbolj, samo to, da se vrnem še na slow motion, sem še nekaj. Ki je cela epizoda, že sem tak feeling, da bo cela epizoda, okay, na začetek imamo, to je cool, imamo nekaj se dogaja v misteri, zdaj pa ne moramo imeti 40 minut unga laboratorija, ne more se še nekaj od zunaj zgoditi, gremo imeti od zunaj eno akcijsko imamo od zunaj, Štekam, a veš kaj hočem, tako ful je desperate, vse v tej epizodi je desperate, Ja, znam drugače razložiti, Kot plot point, če pogledaš, čist nobene, nič nimaš od tega, da jih pustijo, da pobegnejo. Ja. Nač, edin pol Kirk neumno skoči v skalo not in v tistem ga oni spet prežarčijo dol nazaj, In pol pač je vmes še McCoy, oziroma, Scotty pa Sulu. Ja, sta dobila 7 sekund vmes. Do you think the waiting are in trouble? Ja. To so pa pol naredili v Star Trek 6, v filmu, je bil podoben joke, sem ne vem, tam ga pa mislim, da Spock reče, kad tlele reče Scotty, če poznam Kirka, se on bolj sekira za nas, ke mi za njih. Ja. In po je pa cut, ki ga imajo pa na ketnah gor. No in Star Trek 6 je pa, if I know Captain, he's deep into plotting his escape, ali neki tazge, Po je pa kader, ki se pa tepe z unim, ki ima jajca v koleni. Ja. To je stavek normalen, ki ga dosti krat slišiš, ki ima jajca v koleni. No, in pa ga trpinčijo, in ona gleda, Kirk, McCoy pa Spock. Ne veš, kje so, tam povesta ta dva, da so njuni strahovi ubili nju, ki sta v Dancing Queen pozah. Mimo grede, to je naslov tega podcasta, Dancing Queen. Zmenen. Dancing Queen. Ma ne vem, Nič ne zveš, prazno je, to je res, to je prazno. Ja, kar veš je to, da je una empath. A si ti začel slutiti, da oni hoče, da se ona od njih karkoli nauči? A si to nekako
Mislim, jaz to res nisem povezal. Ne. Ker to je cela poanta, da ne bi se ona od njih nekaj naučila, ne? Kaj bomo zdaj povedali. Ampak jaz res, zdaj so že tako, tudi moje pol ure že traja ta pizdarija. Mislim, ko ga oni mučijo tam, je zih čez 20 minut že epizode. In ona gleda, opazuje, tisti rezi so odlični, kako je Klaus od Vienov. Ja. Pa nje, ona stoji, ko je pa total, ko je pa še krknot na ketnah, pa če pi. Ne vem, če so opazili to. Sam, ja, mene par continuationov, tle je zelo weird, ne. Viš, in vmes pa pokaže Krka pa McCoya, ona zdaj pa špancirata, pač, lej, tukaj smo, spet smo v tej sobi, kjer je pohištvo od tega von Misa, ki je Farnsworth House naredil. Ja. Mislim, stari, to je... In pol spet prežarčijo, ne? Njih dva spet v force field, ona Krku pomaga. Ja. Ne vem, no. Boring je to star. Mal je boring, ja. Mal je boring. In tukaj, če pa kritična, in mislim, da mora biti kritična, kad delava te epizode, zaradi tega, ker ne moramo reči Star Trek, sva fena, sva bolana v glavo Star Treka. In jaz tako rečem, ne, če imam počitnice, pa če vem, da sem mesec pa pol v Frej, pa bom šel nekam daleč, v neko kočo, nekam na dopust, sred gozda ali ne vem kam hribe, na morje, pa bom gledal Star Trek in bom gledal Empire in bom rekel, cool je, Star Trek je. Ampak to bo dolgočasne epizode, če bomo tako delali. Bom rekla, super je, lej. Mislim, užitek je gledati, ker je Star Trek, sam zaradi tega, ampak če smo bodva kritična, no, in je res slabo. Najbolj slabo je, ko ona zdravi Krka, ko vidiš, ker res ne zna igrati, no, ta ženska. Ja, kje so njo, res, moj bog se... Kaj je največja groza, ker o tem se res gleda, to ne moreš meni tega, ker je dost notar ta bejba. Veš, veliko in jo pokaže in tista muska od spodaj in ona gleda in muska in ona bolj gleda in pa še malo muske in pa malo bolj intenzivno gleda in to je tako, tega je 15 minut, v 50 minutah 15 minut je tega, tak feeling imam jaz. Ja. Veš, kaj se jezen ratujem, to govorim. Muska je pa tako, mislim, da je za to epizodo bila muska narejena dost posebej. Ja, ta čist neka druga zvočna kulisa, to je pa res. In, iskren, sploh ni slaba. Ne more pomagati tej bedi, ki je na zaslonu. Pač. To je res, ker zdaj tako, ne vem, vidiš, v to se nisem dosti poglobil, ampak stvar je v tem, da epizod je 79. Ja. Ali koliko. No, in ne vem, koliko si se ti kaj poglabljal v to, ampak kar se tiče glasbe, so delali na Star Trek, The Original Series, tako, da so bile, zgleda, ko so dosti denarja našparali od budžeta, ko niso šli toliko čez, oziroma, ko je rekel Roddenberry, zdaj pa rabimo spet novo muziko, ne moramo več delati staro, so šli snemati novo muziko. Tako da so imeli epizode, ne vem, kot so recimo Charlie X, The Cage, Where No Man Has Gone Before, potem imaš, ne vem, The Naked Time, mislim, da Cat's Paw z druge sezone tudi, in Shore Leave in tako naprej in tako dalje so imele prav posebej glasbo napisano tako kot za nov film. Recimo, kot je bila glasba napisana za Star Trek 6, ko je Idleman napisal, ali pa za Star Trek 5, ko je naredil ta Jerry Goldsmith. Ja, to v teh filmih ni bila muzika, ki je bila že prej uporabljena. Edin mislim, da so motivi bili uporabljeni v Star Trek 3 od Star Trek 2. Tukaj pa ne. In mislim, da je bila od 3. sezone glih Empire, ki je pa dobila muziko. No, ker je zaradi tega, ker ima tale Jam ima svojo temo. Ja. In mislim, da je bila posebej muzika narejena za ja, odlična lokacija resursov, kaj ne rečem. Ja, lej, ker pa je tako, ne? Pol naslednja epizoda recimo ni dobila svoje muzike, oziroma so mogli uporabiti muziko iz druge sezone, iz ne vem, ene epizode, ki je dobila svojo muziko in tako naprej. In to so pol ful reciklirali, ne? Tiste džinke pred reklamami in tako. In muzika tukaj ni slaba. Ne vem, nisem, da je Dunning napisal, George Dunning. In tole tema je zelo lepa, taka.
Ja, težava je, ki jo jaz povezujem z ono žensko, ko gleda v kamero in ne vem, kaj počne, gleda v kamero. Ja. S tem jo povezujem in pol je lahko fajn komad, ampak to je, da bi vsakeč, ko bi videl Hitlerja, bi bil nek komad. Ne? Če bi bil vrhunski komad, Hitlerja sem zmerno videl, ko sem tak komad slišal. Veš, kaj mislim reči, ne moreš. Ja, gleda, kada ima prebavne motnje. Ne? Gleda, kada tista ženska iz reklame za gastrofopan, ali kaj je že tista. Ne vem, kaj. Tablet. Pač nesrečna zgleda. Zelo, cel cajt. In pa se pa pojavita spet ta dva, ampak v tistem kadru, ki imajo pa tisto široko, skoraj da fiš lečo, ki je pa en v spredju, drug stoji pa za njim. Sem se pa pizdel strašil, ko sem zagledal. Ker se Vijena pojavita spet. Ja. Tiste pa grozen. Tiste pa grozljivo. Ne? In zanimivo, jaz ne vem, če si to vedel, ampak BBC ni predvajal te epizode do leta 1994. Ja, to smo že takrat enkrat omenil. Kaj je to fora? Ne vem, si že verjel, so se privatili, so se že posnemali. Kde povej, kaj je to? Viš kaj, povedal sem kot tagline, kot teaser, konc prejšnje epizode, zaradi tega, da bo folk rekel, kaj je pa v tej epizodi takšnega, da tole ni bilo predvajano. Ampak BBC je rekel, da je noter preveč disturbing content. Ki je kaj? Ženska je gledal kamer, mislim, what? Ne vem, po moje, ne vem, kaj zna biti. Zna biti to, da je, ki so pretepeni to, ki imajo te modrice, pa ki jih ima ona pol na roki, pa ki ta dva sta, ne vem, stari. Ful mi je dobro, ki si hotel to zracionalizirati. Ja, ampak sem se trudil, sem hotel. Fulko neko analizo narediti in pripeljati zadevo, zakaj so Angleži bili ogorčeni, pa je ne moreš, ne? Ne moreš. Edin, če so bili eni taki, kot smo mi, programski direktori. Zato so mogli biti dolg programski direktori, da od leta, ne vem, z katerega leta je ta, od 69 je ta epizoda. Ja, to je 30 let skoraj. Ja, da so bili toliko dolg, da ni do januarja 1994, ki je bila predvajana. Ne? Ja, to je weird. Ne vem, če veš, ampak kjera epizoda pa še zdaj ni bila predvajana v Nemčiji ampak na nacionalkah. Ampak itak na nacionalki se več ne predvaja Star Trek, ampak jih predvajajo na Sat 1 pa na Kabel 1, ki so jih že predvajali. Ja. To je pa epizoda druge sezone. Imenuje se pa Patterns of Force. Ok. Zakaj pa? Vem zakaj. Okay, ja. Zaradi... No, povej zakaj. Povej, zakaj bi Nemci imeli problem s tisto epizodo. A veš zakaj? Zaradi istega razloga, kot bi dal Stevenu Collinsu delati otroško oddajo na RTV Slovenija, recimo. Ja. Iz istega razloga, kot bi dal Stevenu Collinsu, da bi vodil Ribič Pepper. Mislim, na hiter plot je Nemčija leta, kjerga leta, kaj bomo rekla? Nemčija, ja, zdaj tako ne. Jaz te epizode tudi nisem gledal, dokler nisem dobil, kmalu zatem, ko sem dobil na Amazonu, ker še ni bilo kreditnih. Ja. Jaz nisem imel kreditne, pa sem mogel na banko iti nakazovati, sem rekel, ok, Cage sem dobil, zdaj moram dobiti pa Patterns of Force. In takrat je izhajal 2 epizodi na DVD in leta je bil v tolarjih takrat še $5000. In jaz, in to je bilo res, to je bilo edin, da si dobil takrat Star Trek, ne? In sem naročil Patterns of Force in sem rekel, tukaj mora biti pa jeben nacizem noter, da Nemci tega ne predvajajo, ampak pač ne morajo zdaj vse, kar vsebuje, recimo Inglourious Basterds. Ja. Jo, pa ta film bi mogel skurt v Nemčiji. Po tej logiki. Po tej logiki. Ja, ok, to je res, ja. Pač en tip je, ki se je odločil narediti vladavino na nekem planetu, na katerega je prišel in je tam spostavil naci lifestyle. Naci lifestyle. Škoda, ker že malo naslov, se ne tega ne bi dala. Ja, naci lifestyle. Ne, ampak kle se prav vidi, mi imamo pa uniforme nacistične iz enega filma, kako bi pa to ponudili za Star Trek epizodo? Jaz vem. Okay. Ja.
The Dirty Dozen, ali kaj je že? Ja, The Dirty. 12 žigosanje, ali kaj je. Ja. To se je včasih prodajalo, Terry Savalis pa to, ne. Ja. Okay. Najslabši Blofeld, mimo grede v Bonnik. Se strinjam. No, tako lej. Zanimivo, no. Tako da to sem jaz pogledal in sem rekel, pa ne me hecati, tle ni pa nič kontroverznega not, ne. Ja, mislim, kaj gledaš čez te oči, ne, pri Nemcih pa sklepam, da je bilo malo awkward, ne. Ker je dejansko pač eden gre na en drug planet in tam dejansko razvije četrti rajh ali tretji rajh, kakorkoli hočeš gledati. Ja, pa ful so občutljivi glede tega nacizma. Ja. Pač, a ni zdaj pred kratkim prišel ven Mein Kampf, da ga lahko legalno kupiš, ker prej ga nismo uvali. Ni bilo nekaj tako v Nemčiji. Ne vem, tam je pač to kar klasika, kar je po svoje čisto razumljivo. Ne? Ja, ampak so ga pa pol predvajali, mislim, da na ponovitvah na Cable Lines ta Patterns of Force, nekaj so prevedli. Veš, kako so prevedli, če se ne bom zmotil. Patterns of Force, Schablonen der Gewalt. Šablonen? Ja, Schablonen der Gewalt. Preveč so zaberla, nazaj na Empath. Nazaj na Empath, kaj se pol zgodi? Ja, mislim, vse smo že vse povedali. Ja, vem, kjera beda, stari. Ne, lej, ker zdaj Danava samo bolevala. Ne. Ja. Na koncu pač zveš, da oni hočejo na njo prenesti človeško naravo, ki je seveda in sploh super, to je, tako kot si rekel, Roddenberry prodal. Na koncu se ona žrtvuje v bistvu za McCoya, medtem ko se nauči, da se McCoy žrtvuje za Spocka in Kirka, in pa so vsi zadovoljni. Mislim, v tisti točki, ko Bonesa vrnejo, ko se oni pojavijo, ti tam v bistvu zveš, kaj je njihov dejanski namen. Ja, res je. Ja. Ampak to je res 10 minut pred koncem, 5 minut pred koncem, po mojem. Čist na konc. In tam, pazi, poleg vse te inteligence, ki ne bi jo te vijeni imeli, pa pol Kirk, oni hočejo, da umre, oni hočejo, da lej. Če smo že tle, se ne bomo igrali, Bones ne bomo mu pomagali, ne umre, da se bo videl. Pa tudi ta premisa je tako zgrešena, ker če bi res hoteli to doseči, kar so govorili, je res to, kar pol jim Kirk reče, ampak kar je pa kmečko, je pa to, oziroma lejm je to, da oni rečejo pol, ok, no prav, evo, vas pozdravimo, njo bomo vzeli pa seboj, pa rešili njihov planet. Ja. To je malo tako, pa ta ultrainteligentna bitja, ki ne znajo pobegati. Ja, pojem pa Kirk v enem stavku pove, dečki, zdaj pa se nehte zabavati, da se ne zavedate, da ste izgubili sočutje, in oni rečejo, se res, come on. Najbolj je pa tudi res, kako zginejo, to je pa tudi. Najbolj creepy shot ever, kjer zginjajo vsi trije v temo, in se manjšajo. Ja. Mislim, res, kar anojcem že spet. Ja, to je malo tako, no. Mislim pa pol tudi na koncu. Najbolj je pa, kaj pa povečak, kdo že reče pol za Jem, ko so že na Enterprise na koncu, ko je tisti odjaven tag, ko je pač nek duhovit dialog pred reklamami za naslednjo serijo. She was a pearl of great price. Oh God, do you not know the story of the merchant? Ja, to je tako. No. Ja, slabo je. No. Pazi, da nek tribut najbolj anemičnemu liku v Star Trek The Original Series. Poleg tistega advokata v And the Children Shall Lead. Tisti igralci bil v real life advokat. Nisem vedel. Mene je ful dobro, ker na vsak način nočeš, da ljudje pozabijo na The Children Shall Lead, da je že slabša. Ja, lej. Razumeš, tisti ni ok del, no, in se mi zdi še slabš, kot Empath. Ja, ok, sej mogoče, mislim, sta tam, no, ampak tam se saj več dogaja, pa saj na ladji se kaj dogaja, tako, veš kaj mislim, bolj Star Treka ste katano, tako rekel.
Ja, ok, to je res. To je res. Tako, veš, bolj zgleda, kot Star Trek, tale. Se pa čuti v tem delu zelo ta. A si ti opazil v tretji sezoni, tako nasplošno so se vse spremenile, uniforme so se spremenile, ne? Ja. So dobili bolj, kako bi rekel, bolj obstojne, na novo krojene, z lepšimi ovratniki. In tako je, vse je malo drugačna tretja sezona. To pa Is There a Truth No Beauty, recimo v tem delu, se tudi čuti ta. Čuti se, da so šli malo dlje, kar se tiče scenografije, pa tega, in čuti se, da jim niso rekli, četrta sezona bo. Štekaš? Ja, razumem. To je ta problem. Ker res ta tretja sezona, ne, recimo, če si dovoliva malo tako narediti, uplest v to epizodo o The Empath, ki smo izčrpali že vse, da še malo celotno sezono pogledava. Se pravi, ta celotna sezona je tako dejansko en train wreck, ne? Ampak ta train wreck spregledamo, ker pač rečemo, lej, to je pač tretja sezona Star Trek, četrte nimamo, to je vse, kar je še. To je vse, kar je od nje, ne? In je imela proti koncu res prav isti tak kot Enterprise, ki je bila, ki so tudi zvedeli pa pač tam v četrti sezoni, da pete ne bo, in namesto da bi na koncu rekli, to je pa Last Ride. A čmo mi narediti tale Last Ride memorable? In sta rekla Braga pa Berman, ne. In to je pa pač ta krutost TV posla, ne. Ja, ker ne prizanaša, ne. Ne prizanaša. Nimate naslednje sezone, jebite se vi. Isto je naredil David Lynch, isto je naredil s Twin Peaksom. Ne moreš narediti to gledalcem, no. Zadnji kader, heroj, ki ga 2 sezoni gledal, ki je odpulen z druga sveta detektiv, ki pa postane zločinc in pa je konc. Mislim, pa postane Bob in pa je konc. In isto tukaj, ne pozab napisati, pazi, tagline za tole epizodo mora biti, vključuje spoilerje od Twin Peaks. Ja. Tako da to moraš napisati, ker zdaj sem povedal spoiler težki od Twin Peaksa, kdo ga še ni gledal. Če bo kdaj mogoče iz opazovalnice pozvala Twin Peaks. Twin Peaks, ja. Ne? Tako da ne vem, kako bi pa dal ti oceno? Kaj smo zadnjič rekla za City on the Edge? Ma ne vem, mislim, da so rekli tako, da Nova dajala nekih ocen, ampak ti si tako kakan, ne. Ja, veš, okay, tako. Kako bi pa rekel za to? Ajde, dej, od 1 do 10, dej. Pa ne, iskren, enke nam dal, ne, ker škaj mi je malo dreš to, ne, da so oni 3. Ja. Ne, to mi malo dreš, bom dal pa 2. Fuck. Ja. Viš, jaz sem pa ko bi rekel, eno varovalo, ker sem tak treki, da mi pa še zmeraj Star Trek, pa še zmeraj kot otrok, pizda, ker so me tepli v šoli, sem prišel domov in me je Star Trek to lažil, razumeš, ne morem toliko zaničevati to stvar, bom dal pa 3,5. 3,5? Ja, bom dal pa 3,5. Ok, lepa. Mislim, da boš rekel 3, ta polovička me je malo zmotila, ampak ok. Ne. Dal bom 3,5 in zaradi tiste slow motion scene, zaradi tega, da do konca epizode ne vem dejansko, zakaj se gre, pa zaradi tega lame force fielda, pa zaradi Dancing Queen, ki se začneš sam režati, ki vidiš, kako stoji ta. To zelo zbije. To zelo zbije. To je tako, ko gledaš avto rabljen, kako poje, pa je tam praska, pa je to počen, pa je to isto. Ja, klej je vse narobe, ne. Ja, no, veliko narobe, tako namo rekali vse, ne. Lej, zdaj pa, ko so prišla do konca, ne, ne bomo rekla prve sezone Opazovalnice, ker bo naslednjič takoj začela, ne. Nadaljujemo, to vam takoj povedala, ne, ampak lej, tam je zdaj samo overall vprašal, ne. Sam da ljudem rečemo, zdaj, če so jih kakor tok napaljala, gledali smo vse filme z original castom, pogledali smo daleč najboljšo epizodo, pogledali smo eno slabših epizod, to je danes, ne. Ja.
kaj bi ti še priporočil? Vedno se jih enkrat že priporočil, ampak zdaj pa je eno tako. A veš, da rečeš ljudem, kaj gledaš po The Empath, da si popraviš okus? Po The Empath gledaš The Trouble with Tribbles. Okay, zato, kako bi rekel, zato, da vidiš, kaj vse Original Series je, ker Original Series ni tako kot recimo Lost in Space, ki je ena suhoparna sci-fi serija. Ja, ok. In zato bi rekel, jaz bi dal v isti koš The Trouble with Tribbles, potem bi pa rekel Balance of Terror. Ja. To smo že ogromnkrat omenila, ja. Tako, Space Seed smo že omenila, pač zaradi tega, ker je to tesno povezan z najboljšim filmom Star Trek. Res je, ja. Jaz bi dal še Korbo Maj takle notrno. Ja, tako, odlično. Pa dal bi Amok Time, zaradi tega, ker se mi zdi, da je v celi tej Star Trek zgodbi ena epizoda, ki je, zahvaljujoč katere je toliko velik zgodb dobrih nastalo še v prihodnosti. Se pravi, od Voyagerja do The Next Generation, tako ogromen je, veliko je naredila za to podzgodbo vulkancev. A ja, tako, da pač razširi vesolje. Tako, to mi je bilo zelo všeč. Pa pol, ne vem, Mirror. Ja, Mirror je za pogledati. Ja. Zato, ker je taka ful dobra space adventure zadeva. No. Odlična in z nje so ogromno epizod je bilo narejeno po tem istem konceptu, da ne omenjam romanov tudi. Mislim, tako, no. Pa bi dal pa še ene, ki so mi všeč, in to so pa, ko pa vem, This Side of Paradise, to sem zmeraj rad gledal. Areno je treba gledati, Areno. Ja. Areno. Ja, treba gledati. No, mislim, dobro. Pa prej smo imeli na Patterns of Force, pa recimo Journey to Babel. Zdaj boš vse nastavil, nekaj. Ne bom, pač, to je to. Pa The Naked Time. A sem že rekel? Ne, nisi, ja. Naked Time treba gledati. Ok. A bi ti kjer dodal? Ne, Naked Time jaz sem hotel tudi Naked Time še reči, ja. Ker je pač sulu. Ker je pa... Ker zaradi sulu, ja. Ok, ja, mislim, danes, če gledaš v 60 letih, so si pa pač rekli, ja, glej ga, pač so v vesolju, ampak neki mu je začel špilati in je enak in ima sablo. Je pika. Zelo meč ima. Ne? Ja. Jelej, to je ta odisejada, če Star Trek. Moramo takoj povedati, da se bo Star Trek slejko prej tudi vrnila. Absolutno, ampak zdaj bo še eno stvar, ki smo isto fuknjena na njo kot na Star Trek. Ja. Tle ti pa dam izvoli. Napovej. Šla bova čez dejansko vseh 12 plus Christmas special, ne? Tako. Epizod, kar se mene tiče najboljše polurne nadaljevanke vseh časov. Drum roll. Angleški The Office. Absolutely, to je pa... Ja, tako da to... Ne, zdaj, nič več napovejo, kot to. Nič več napovejo, kot to. Ljudje božji, glejte, če boste imeli tako reakcijo, ki jaz ob prvem delu, ko sem ga prvič videl, ki sem rekel, kaj da, tak je pa to. In sem ga nehal gledati in sem pol to šele čez 3 leta gledal in sem videl, da je to najboljša stvar ever, ne biti presenečeni, ampak začnite gledati angleški The Office. Z podnapisi, to je moj nasvet. Ja, to je pa nujna stvar. Moj prvi stik je bil pa s tem, ki mislim, da Robežnik, Joco Hud, Fake Taxi Guy, se ga poznate? Ja, se ga poznate. Mi je rekel za serijo The Office, pa sem jaz rekel, čakaj, to je pa jaz videl, pa sem šel na Amazon in je bil cel box set, obe sezoni, oba Christmas special features je bil 4 funte. Oh, wow. in sem, vse je bila poštnina 17, tako da ni problema. In sem naročil in sem to pogledal in to je bila prva stvar po Fawlty Towers, da sem se jaz na ves glas režal, ko sem gledal. Ja. Lej, to vse podrobnosti naslednjič. Zdaj samo ljudem povejo, da morajo to gledati. Tako, okay. Naslednjič ima prvo epizodo, tako, ki se imenuje Downsize. Moj bog, ja. Bom pol povedal, ki imam težave s to epizodo, ampak na dober način. Ampak to naslednjič. Ja. Enega dela ne morem gledati.
A res? Ne, Zanimivo. Okay, naslednjič. Jaz bom tehnikalije povedal, če dovoliš. Povej tehnikalije. Seveda opozovalnica je del mreže Aparatus, ki jo najdete na aparatus.si. Smo tudi na Twitterju, Aparatus počrtaj si, na Facebooku nas poišče, v iTunesih, če date kakšno oceno, če to na iPhonu poslušate. Red ti res ful pomaga. Hvala unim, ki ste jih že dali. Seveda lahko pa mrežo Aparatus tudi podprete, zato imamo za elektriko, hrano in ostalo. To bo narediti tako, da greste na aparatus.si/podpri oziroma na aparatus.si/salca. Iber hvala unim, ki ste že podporili, pa hvala unim, ki boste. Zdaj bomo pa na koncu povedali, kje smo na internetu, čist na koncu pa kje smo na Snapchatu. Godler, Snapchat, Instagram, Twitter, Jure Godler, to je nepomembno. Irelevantno. Ja, irelevantno, yes. Pa ti pa Anzet. Anzet povsod, od Snapchata do Twitterja. Tako da. To zaključna misel danes je pa and the children shall lead your worse. Ok, predam se. Jure, reč adijo. Adijo. Čau.